Spoštovani, spoštovane, se opravičujem, da spet bom jaz vas mogoče malo utrujal, ne bi vas rad, ampak spodobi se, da vendarle v imenu organizatorjev, vaših gostiteljev naših gostov, vendarle nekdo nekaj reče. In za uvod bodo prišli k mikrofonom naši prijatelji, člani pevske skupine Aternum, iz Črenšove sicer, ki so mimogrede izjemno obogatili tudi osrednjo prireditev ob slovenskem državnem prazniku, o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki je bila, kot vemo, minulo soboto v Beltincih. Spoštovani prijatelji, beseda je vaša, oziroma glas je vaš. Sonce šita gori doli, gori doli kraj Dunaja. Gori doli kraj Dunaja. Teče bistra voda. Gimi odišli dragi, ka te dugo k meni nega krala cesara, ka bi je rada bila. So tista šrka Pavla, moj ljubi splgon orje. On ne pljuži, samo me ljubom misli. Hvala dragim prijateljem pevske skupine Aternum za lepo, znano, popularno prekmursko pesem Sem se šetal. Angleški pisatelj Thomas Hardy, zelo znan, še vedno izjemno spoštovan in popularen, je napisal veliki roman Daleč od ponorelega sveta. Vrt spominov in tovarištva sicer ni daleč od ponorelega sveta, od sedanjih ponorelih razmer. Ampak danes nismo tukaj zbrani, da bi razpravljali o tem vsem, kar bremeni današnji čas, kar označuje ta ponoreli svet. Ampak smo tukaj v vrtu spominov in tovarištva. Mi pogosto radi pravimo, da je to oaza miru, prijateljstva, mladosti in ustvarjalnosti, ker se prepletajo spomini, zgodovina in kultura, ker so mnoga drevesa spomin in hkrati ali še posebej opomin in navdih za naše intelektualne, miselne poti in tokove in tudi naše aktivno delovanje. Kot je že pred mnogimi leti namreč dejal, desetletji, pa zavro stoletjem in še nekaj zraven, bradati mož, ne gre za to, da razmišljamo, kako bi svet spreminjali,
ampak ali ga bomo oziroma da ga spreminjamo in skušamo spremeniti. Dobrodošli na današnjem, že drugič vse vas pozdravljam popoldanskem kulturnem druženju tukaj v tem našem vrtu, ki mu daje še dodatni in posebni navdih prisotnost naše slovenske ministrice, dr. Aste Vrečko. Spoštovana gospa ministrica, še enkrat dobrodošla, da ste danes med nami. Da ste bili že z nami na otvoritvi razstave prijatelja Štefana Hauka in da ostajate z nami tudi na tem pesniškem branju. Kot rečeno, odprli smo že razstavo prijatelja, častnega občana občine Tišina Štefana Hauka. Žal ga iz objektivnih oziroma konkretno zdravstvenih razlogov ni med nami. Ampak, kot da bi ga pozdravljali, prosimo sorodnike, sina in ostale, ki so z nami, da mu prenesejo pozdrave z najboljšimi željami, da bi čim prej ukreval, pa da vendarle prišel, kakor hitro bo mogoče, si ogledati svojo razstavo akvarelov tukaj v vrtu na Petancih. S posebnim veseljem in posebnim zadovoljstvom pa pozdravljam naše prijatelje iz založbe Beletrina oziroma vodstvo festivala poezije in vina. Naša ustanova že leta zelo vsestransko, na različne načine, na različnih področjih sodeluje z založbo Beletrina. V zadnjih letih pa je že kar stalna partnerica pri pripravi in izvedbi festivala poezije in vina. In počaščeni smo tudi letos, da nam je bila in nam je zaupana izvedba uvodne pesniške delavnice, da je torej vrt spominov in tovarištva tukaj na Petancih ponovno prepoznan kot pomembno prizorišče tega uglednega mednarodnega kulturnega, ne samo pesniškega, ampak vsestransko kulturnega prizorišča in stičišča. Povezanost pomurskega, prekmurskega in slovenskega in hrvaškega prostora in ljudi v minulosti in tudi v sedanjosti do današnjih časov pa mu letos daje še posebno razsežnost. Tudi današnjemu ustvarjalnemu druženju slovenskih in hrvaških pesnikov tukaj v vrtu. Zato še poseben pozdrav seveda velja tudi vsem danes tukaj prisotnim slovenskim in hrvaškim pesnikom, seveda v tem okviru pa še prav posebej našim prijateljem iz Hrvaške, pesnikom in pesnicam iz prijateljske Hrvaške. Torej, prepustimo se govorici poezije in njenim sporočilom in spodbudam, ustvarjalnemu prepletu naših pesniških gostov, prisotnim slovenskim in hrvaškim pesnicam in pesnikom. Hvala še enkrat, da ste prišli. Hvala, spoštovana gospa ministrica, da ste ponovno, torej že danes drugič z nami. In dovolim si pa sedaj tudi jaz povedati nekaj, kar pa prej nisem, da niste trikrat med nami, da ste torej prvič, ne zadnjič in da boste še prišli. Hvala vam. In seveda, mi smo ponosni in zadovoljni in počaščeni, da smo deležni že leta izjemnega gostoljubja, izjemne vsestranske podpore strani naše lokalne oziroma domicilne občine, občine Tišina. Zato je prav, da tudi sedaj ob začetku današnje pesniške delavnice oziroma pesniškega branja zaprosim tudi sedaj gospoda župana za par uvodnih misli oziroma da vas vse prav lepo pozdravi. Župan, izvoli. Hvala, gospod Šifter. Spoštovani zbrani, še enkrat prisrčno dobrodošli. Spoštovani pesniki, tudi vam iskrena dobrodošlica tukaj v vrtu spominov in tovarištva na Petancih v oazi miru. To okolje je, tako bom rekel, kot eno izmed redkih, da je tako ustvarjen, da lahko tako se tudi izrazi kultura in zato sem vesel, da imamo ta vrt, kjer lahko v bistvu gostimo kulturnike in vse tisti, ki z srcem dobro mislijo. Tako da iskreno dobrodošli in uživamo v kulturi. Hvala. Spoštovani gospod župan, spoštovana gospa ministrica, vemo, da sedaj ste ob vseh ostalih planih, projektih, aktivnostih, vseh mogočih
tudi zelo intenzivno sredi priprav za krepitev sodelovanja s prijatelji iz Hrvaške, z našo prijateljsko sosedo. To je torej razlog več, da vas prav lepo zaprosim za še kakšno besedo tudi sedaj ob začetku te pesniške delavnice. Spoštovana ministrica, beseda je vaša. Lep večer vsem, dragi avtorji, avtorice, pevci in seveda organizatorji. Hvala za vabilo. Res mi je veliko veselje, da sem ob obisku Prekmurja uspela ujeti tudi ta dva krasna dogodka. Namreč včasih se mi zdi, da v tem svetu, ki je res, lahko bi rekli, ponorel, je takšen, kot smo tudi slišali pred dnevi na proslavi in kot vedno se spominjamo tudi v tem letu ob 80. letnici koncu druge svetovne vojne, kot ne bi smel biti, kot si ga nihče ni zamislil in kot si ga nihče tudi ni predstavljal in, če verjamemo, tudi ne želi. In zato se mi zdijo včasih pesniški večeri ali pa sama poezija, pisanje poezije, branje poezije, en največjih gest upora ali pa izhoda v času, ko nas svet sili k mišljenju vsega drugega, hitenju, ko si ne znamo vzeti čas ne za druga, ne sami zase, kaj šele za poezijo. In zato sem tudi vesela, da je ta festival izjemno uspešen, da je tudi od Ptuja do Petancev in še v drugih krajih, da se sliši besedo tistih, katerih mogoče res premalo poslušamo, in to je poezije. In poezija nikoli ne sme utihniti, nikoli si ne smemo vzeti besede in pravzaprav v tistih, kot je bilo že večkrat rečeno, mnogo pametnejših od mene, v časih največjih kriz moramo prisluhniti umetnosti. Hvala. Dober večer, najlepša hvala za vse te uvodne besede. Seveda hvala tudi za glasbeni uvod, še vas bomo poslušali. Tako pridružujem se pravzaprav besedam ministrice zdaj, morda tudi kot iztočnico vzamem najprej to, da smo se tudi letos na festivalu odločili malo bolj spregovoriti prav s poezijo o teh temah, ker je pač res marsikje zelo zaostreno. Med drugim prihaja k nam srbski pesnik, ki je napisal odprto pismo Evropi. Predstavlja se torej kot nekdo, ki govori z roba Evrope, govori o Evropi A in Evropi B in seveda ne pozabi omeniti tudi pravzaprav hude rane, ki se pravkar odpira v Srbiji. Med drugim tudi jutrišnji dogodek na Ptuju, na katerega vas lepo vabim. Jutri se nekako dogajanje festivalsko prelomi, zakaj bom povedala minuto kasneje. Jutri se bomo poklonili Ingeborg Bachmann, torej eni največjih nemško pišočih pesnic 20. stoletja, ki se je res ostro izrekala proti vojni, represiji, vsakršnemu nasilju, tudi pravzaprav manipulaciji v govoru, kar je danes tudi ključnega pomena, kjer pa ne bomo slišali samo poezije Ingeborg Bachmann, ampak tudi izbranih drugih slovenskih pesnikov. Ampak nocoj pa smo seveda tukaj mi, ki smo prišli k vam naravnost iz Jeruzalema, ker smo tam na prevajalsko-pesniški delavnici. Tudi to se mi je zdelo letos krasno, vsako leto skušamo vabiti neke eksotične države, saj veste, ne, to je privlačno za občinstvo. Pa smo lani gostili denimo Južno Korejo, kot se najbrž dobro spomnite, in je seveda bilo prekrasno, ampak zdi se mi pa, da je ta čezmejni dialog še kako pomemben in zelo vesela sem, da so se torej izbrani pesniki vabilu odzvali in so torej z nami Olja Savičević Ivančević, Miroslav Mičanović in pa Monika Herceg. Ja,
Z nami bi načeloma morali, no na nek način tudi smo zdaj, trije slovenski pesniki, Kristina Hočevar in pa Aleš Mustar, moral bi biti tudi Milan Dekleva, pa je tudi pravzaprav zaradi zdravstvenih težav moral odpovedati, tako da sem zdaj v zadnjem hipu pač vskočila jaz, zato da ni nihče brez para. Da pač res vsi delamo, da pol eden ne lenari, ne. Takole, zdaj kot že veste, jaz mislim, da sem jaz že 4. leto zapored tukaj v vrtu, vsakič z drugimi gosti, da nekako potem predstavljamo poezijo prav v parih, po parih, tako kot delamo čez dan, in tudi tako jih bom predstavljala. Zdaj smo se zmenili, da bom jaz imela zelo kratke te predstavitve biografske, kot je potem v šali mi rekel Miroslav, da seveda bi si želel, da na dolgo in široko pripovedujem o njem, ampak ne bom, ne. Ker si lahko potem vse pogledate na strani. Ampak kot prva se bosta torej predstavila Olja in pa Aleš. In samo na kratko naj vam povem nekaj o njima. Torej Olja je pisateljica, pesnica, pravzaprav ena najpomembnejših sodobnih hrvaških avtoric in predstavnica tako imenovane izgubljene generacije. Njeno delo je pogosto politično in družbeno angažirano in samo nekaj del, da naštejem, da boste morda lažje brskali: Adijo, kavboj, Nočni pevec in Poletja z Marijo, ter seveda pesniške zbirke, kot so Mama safari, Hišna pravila, Divje in tvoje. Aleš je pesnik in književni prevajalec, doktoriral iz romunske književnosti, pomembne njegove pesniške zbirke so Usodno tolmačenje, srednja leta Koronika, nedavno pa je izšel izbor njegovih pesmi v romunščini. Umetnikov srednjeletni portret, ki je bil razglašen za knjigo tedna na literarni platformi Literomanija. Prevedel je že več kot 30 del, sodeluje tudi v gledališču kot dramaturg, deluje pa tudi kot sodni tolmač. Tako, zdaj začela bo Olja, ki bo prebrala, mislim, da 3 pesmi, ki jih bomo potem slišali tudi v prevodu, seveda. Ko bo bral pa slovenski pesnik, so se pa odločili, da vam samo tako malo za okus ponudimo eno pesem v prevodu in ne prav vseh. Eno za drugo. Dobar večer, dobra večer. Mama safari. Neki ljudi žive i umru gore od svojih krava. Krave su do smrti mukale po poljima kad su odveli ljude. Kad to ispričam znancima, okrenu se sebi, kao da sam luda. Kako o tome pričati na konferencijama? Za konferencije to je previše prakse. To je previše prakse čak i za poeziju. Sjećam se livade na kojoj plačem, jer se bojim malog psa. Šume u kojoj se izgubim, a pas me nađe. Na fotografijama koje su nam donosili, iz zgarišta je izrasla čupava mlada trava i divlji luk. Mama je danas stranac i ona ide na izlet, na safari u svoju zemlju. Ima li tamo, kamo putujemo nas dvije rentakarom džani, cvijeća iz nezrelog ujakova pršljena? Ili taklja za nečije rajčice viri iz bakinih bezubih usta? Unajmit ćemo apartman u obližnjem gradiću, jednom kad odemo na našu planinu. Planiramo taj safari 20 godina, svakog proljeća. Mama safari. Nekateri ljudje živijo in umrejo slabše od svojih krav. Ko so odpeljali ljudi, so krave na poljih mukale do smrti. Ko to povem svojim znancem, se obrnejo stran, kot bi bila nora. Kako o tem govoriti na konferencah? Za konference je to preveč prakse. To je preveč prakse celo za poezijo. Spomnim se travnika, na katerem jokam.
ker se bojim majhnega psa, gozda, v katerem se izgubim, a me pes najde. Na fotografijah, ki so mi jih prinašali, je iz pogorišča zrasla bujna mlada trava in divja čebula. Mama je danes tujka in gre na izlet, na safari, v svojo deželo. Je tam, kamor bo odpotovali z rintakarjem Džani, cvete iz nezrelega stričevega bršljana, ali pa iz babičinih brezobih ust, kuka prikla za nekogaršnje paradižnike. V bližnjem mestecu bova najeli apartma. Enkrat, ko se bova odpravili na najino goro. Ta safari načrtujeva že 20 let, vsako pomlad. Dijete i ja. Cijelo smo jutro, dijete i ja, služeći se oštrim oruđem s obale, vadile njema stvorenja iz mora. Prvo smo ih izronile. Mrežicama izvukle na rivu. To su morska sisa, trpovi i nekoliko velikih puževa i ostale životinje koje ne krvare, pa se nije činilo posebno okrutno raskidati ih, izgnječiti, potom prstima iščupati neku tajnu, sedef, sluzavo ukusno srce. Poučila sam je načinu na koji se zvijezda priprema za sušenje i načinu na koji od ježinca uz malo pažnje može izraditi pepeljaru. Sunce je pripeklo i čitavo vrijeme bilo s nama u tom prljavom poslu oko proizvodnje suvenira. Napokon, dijete mi je pokazalo kako ubiti kamen. Prvo ga oživiš, pa onda. Otrok in jaz. Vse jutro sva otrok in jaz z ostrim orodjem z obale iz morja jemali nema bitja. Najprej sva jih prinesli na površje, z mrežicami izvlekli na obalo. Morsko joško, morske kumare, nekaj velikih polžev in druge živali, ki ne krvavijo. Zato se ni zdelo pretirano kruto, če si jih raztrgal, pomendral in potem s prsti iztrgal nekakšno skrivnost, biserovino, sluzasto, okusno srce. Naučila sem jo, kako pripraviti zvezo za sušenje in kako z malo pazljivosti iz ježka narediti pepelnik. Sonce je pripekalo in ves čas je bilo z nama med tem umazanim poslom izdelave spominkov. Na koncu mi je otrok pokazal, kako ubiješ kamen. Najprej ga oživiš, nato pa... Kad sam prvi put vidjela tvoje lice. Kad si bio dječak s crnim očima i crnim zubima ljubavi. Kad si bila djevojčica s crnim očima i bijelim zubima ljubavi. Kad si bio moj nepreboljeni srednjoškolski dragi s usnama poderanim od poljubaca. Kad si bio muškarčina sa sivim očima mornara ljubavi. Kad si bila moja draga prijateljica, kad sam bila smrtno zaljubljena u tebe 3 nezaboravna zimska dana, kad mi nisi dala priči ljubavi, kad sam ti ukrala momka ljubavi, kad sam te zavoljela iako si totalni kreten, debeo i čelav i oženjen ljubavi, kad sam te ostavila radi totalnog kretena, tebe koji si me najviše volio, ali mi nisi dao disati. Znala sam da će nešto među nama biti, da ćemo se vjenčati i praviti djecu ljubavi i moja kći sliči na lica mojih ljubavi kad sam ih vidjela prvi put i zauvijek. Ko sem prvič videla tvoj obraz. Ljubezen moja, ko si bil deček s črnimi očmi in črnimi zobmi. Ljubezen moja, ko si bila deklica s črnimi očmi in belimi zobmi. Ljubezen moja, ko si bil moj nepreboleli srednješolski dragi z ustnicami raztrganimi od poljubov. Ko si bil dedec s sivimi očmi mornarja. Ko si bila moja draga prijateljica.
ko sem bila na smrt zaljubljena vate 3 nepozabne zimske dni. Ljubezen moja, ko mi nisi dovolila blizu, ljubezen moja, ko sem ti ukradla fanta, ko sem te vzljubila, ljubezen moja, čeprav si totalni kreten, debel, plešast in poročen, ljubezen moja, ko sem te pustila zaradi totalnega kretena, tebe, ki si me najbolj ljubil, vendar mi nisi pustil dihati. Vedela sem, da bo nekaj med nama, da se bova poročila in delala otroke, ljubezen moja, tudi moja hčerka je podobna obrazom mojih ljubezni, kot sem jih videla prvič in zavedno. Rekviem za Aylana Kurdija. Z možgani prenatrpanimi šolsko snovjo namesto etike je v mojem varnem naročju Ema še za eno noč zatisnila oči. Tudi ti, dragi Aylan, si jih zatisnil. Ti za vekomaj. V objemu hladne vode. Sam samcat si zavedno zaspal na obali Egejskega morja, v katerem se vsako leto okopa preveč evropskih turistov, ki ob vrnitvi domov pred vsiljivci za seboj vsakič 2-krat zaklenejo vrata. Naj ti bo lahek pesek, Aylan. Zdaj lahko mirno gradiš gradove v oblakih. Naj te varujejo Bog, Allah, Krišna, Višnu, Šiva. Vest o tvoji smrti je prepravila svet, družbena omrežja, rumene, rdeče in črne časopise. Milijon ljudi je na Facebooku všečkalo tvojo smrt. Aylan, varuhi meja ne prebirajo nesvetih knjig na leposlovja, ne Ezopovih basni in ne Andersenovih pravljic, samo zakone, hladnejše od vode, ki te je naplavila. Zato naj te angel varuh pospremi v večnost. Počivaj v miru. Tvoja smrt pa naj suši roke tistim, ki nad tvojimi vrstniki uporabljajo solzivec, se zatika v grlih med delovnimi večerjami in trka na vest togih birokratov. Rekvijem za Aylana Kurdija. S glavom natrpanom školskim gradivom umjesto etike, u mom sigurnom naručju Ema je zatvorila oči za još jednu noć. I ti si, dragi Aylane, zatvorio oči. U zagrljaju hladne vode, za vijeke vjekova. Sam samcat zaspao si zauvijek na obali Egejskog mora, u kojem se svake godine okupa i previše evropskih turista, koji nakon povratka sobom 2 put zaključaju vrata protiv uljeza. Neka ti pjesak bude lak, Aylane. Sad možeš mirno graditi dvorce u oblacima. Neka te čuvaju Bog, Allah, Krišna, Višnu, Šiva. Vijest o tvojoj smrti preplavila je svijet, društvene mreže, žute, crvene i crne novine. Milijun ljudi na Facebooku lajkalo je tvoju smrt. Aylane, čuvari granica ne čitaju ni svete knjige, ni beletristiku, ni Ezopove basne, ni Andersenove bajke. Samo zakone, hladnije od vode, koja te nasukala. Stoga, neka te anđeo čuvar isprati u vječnost, počivaj u miru, a tvoja smrt neka osuši ruke onima koji bacaju suzavac na tvoje vršnjake, neka zapinje u grlu političara tijekom poslovnih večera i progoni duše uštogljenih birokrata. Mesto grob. Na Ljubljanski grad prisopiha četica prvošolčkov z rumenimi ruticami, ki jih varujejo pred nevarnostmi v prometu. Z učiteljicama utrjujejo snov, ki so jo obravnavali pri uri spoznavanja okolja. Veliko kilometrov stran, do toliko še ne znajo računati, v Gazi vsakih 10 minut strel, bomba, mina ubije enega otroka, brez vsake zaščite in zelo verjetno lačnega in žejnega.
Grozljiva statistika, o kateri se bodo naši malčki učili dosti pozneje. Nekaj metrov stran kitarist brenka Lennonova Imagine. Ne igra na pamet, pogleduje v pesmarico. Ne vem, česa ne zna, akordov ali besedila. Jaz besedilo znam na pamet in s kitaristom pojem v mislih. In z vsako besedo je v meni manj sanjača. Hvala. Na prevajalski delavnici pa nismo sami, ampak je z nami tudi prevajalka, ki nam seveda pomaga, bdi nad nami, če se nam kje zatakne, zato ker četudi imamo v jeziku veliko sorodnosti, imamo tudi veliko razlik, nians, za poezijo je to še zelo pomembno. To je Maja Kovač, ki se je z našimi teksti ukvarjala že pravzaprav veliko prej, že pol leta prej morda, in naredila za nas ene take pravzaprav temelje, ki nam zdaj služijo, da mi sem zaplujemo v prevajanje. Maja Kovač je profesorica slovenščine, južnoslavistka in kulturna antropologinja, prejemnica nagrade Radojke Vrančič, ki jo podeli Društvo slovenskih književnih prevajalcev, kar je nagrada za najuspešnejši prvi leposlovni prevod, tako da kaj šele bo. Maja, hvala. Takole, zdaj pa nekako drugi par, to sva midva z Miroslavom. Miroslav Mičanovič je pesnik, urednik in pisatelj, je dolgoletni urednik literarne revije Kvorum, avtor več pesniških zbirk, med njimi Mesto dobrih ljudi, Zid in fotografije konca, Morje in prah in druge. Piše tudi mikrofikcijo, denimo knjiga Dnevi in sodelovalni projekt 52 dni interkontinentalno z Brankom Čegecem, kar odraža njegovo stalno raziskovanje literarnih oblik in medžanrski dialog. Pogosto vodi tudi pesniške delavnice in je pravzaprav pomemben mentor mladim. Najprej bo prebral Miroslav 3 pesmi. Kaj bova eno za drugo? Dobro. Ustao sam ne samo zato što tako lakše dišem, nego da vas bolje vidim i da nekako potvrdimo tu našu nadu da ćemo ostati bliski baš toliko koliko je bliska hrvatska i slovenska poezija, tako da se nadam da kad se idući put vidimo, neću za vas biti egzotičan, nego da ćemo biti bliski jedni drugima. Tako. Tema. Vozeći se lošom cestom na putu prema Koprivnici, ugledam negdje između Carevdara i Velike Mučne, na polju neodređene veličine, u modroj radničkoj bluzi, svoju majku, u velikim crnim gumenim čizmama na slabim nogama. Zakočim, zaljuljam me, stanem sa strane, svirnem i otvorim joj vrata. Otkud ona? Što radi u kišno, sivo, hladno podne, 300 ili 400 km od naše kuće. U autu je toplo. Vrti se zagrijani CD i pjeva o prostoru koji pred našim očima umire i nestaje. Majka sjedi pokraj mene i šuti. Ne znam, ne pitam. Vozimo se na opasnoj udaljenosti iznad zemlje, iznad ceste, iznad nas samih. Pjevač ne napušta zavičaj, ne mijenja registre i teme. Majka sjedi pokraj mene i šuti. Muškarci i žene hodaju parovima po mračnu polju i vuku noge po mokroj travi, pognutih glava s košarama od šiblja u ruci. Što traže? Puževe ili žele zatući krtice? Traže li jestive gljive poslije kiše? Majka sjedi pokraj mene i šuti. Prate me hladnoća i kao olupine nekoga propalog života, parkirani auti pored puta. Stani, kaže majka. Osloni se u moju ruku na mjenjaču, izađe, spusti se do tih ljudi koji hodaju
U parovima po mračnom polju i vuku noge po mokroj travi, pognutih glava s košarama od šiblja u ruci. Tema, kažem djeci, tema ponekad dođe sama, iznenada, ne treba se čuditi, ispitivati je, nego zgrabite je na putu između Carevdara i Velike Mučne, dok na sebi ima modru bluzu i velike crne čizme na slabim nogama. Pišite, kažem, kako ste sreli svoju majku na nepoznatom mjestu i već će se dogoditi nešto. Povezite je dio puta sa sobom. Ako šuti, šutite i vi. Pustite neki CD i zviždite napjev koji volite. Kad vam kaže stani, vi stanite i otvorite vrata. Nemojte mnogo žaliti. Ona će se već snaći na putu prema polju, prema Koprivnici. Parovi su vrlo često različiti. Imamo parova koji idu jedno za drugim, a ima i parova koji to vole u cjelini. Kuća na prodaju. Može se opisati jednostavno kuća na prodaju u Gunji 2013. godine. Prostrana i očuvana, s dvorištem i vrtom, zelenom travom i niskim voćkama, s ljetnom kuhinjom, dobrim alatima i pouzdanim komšijama, s udobnom drvenom klupom ispred nje, da se može vidjeti svijet koji prolazi i koji odlazi. Oglašeno je kuća na prodaju, kuća održavana rukama različitih zanatlija, zidara, stolara, električara, bravara, parketara, keramičara, krovopokrivača, rukama poznatih i nepoznatih majstora, neznalica, sumnjivih namjernika. Kuća rađena i čuvana rukama njezina vlasnika, Antala Raba, koji je s posljednjim ratom otišao u Švedsku i tamo umro. Može se opisati jednostavno kuća na prodaju u Gunji 2013. godine. Može se doći i vidjeti ono što je na prodaju i tko je kupi, može biti miran i siguran u njezinu dugovječnost. Jedino nije oglašeno da je njezin umrli vlasnik obilazi i nadalje brine o njoj i popravlja je kad je vrijeme za to, kad se to već nekako može. Playboy. Leži gola na trbuhu, okružena pijeskom, na kojem nema tragova njezina dolaska ili bilo čije prisutnosti. Nikoga i ničega, osim njegova uzbuđenog pogleda u golo tijelo, prostrto na sredini novina, skrivenih ispod kreveta. Šinobus na redovitoj liniji isporučuje rijetke putnike na mjesnoj željezničkoj postaji. Dvoje starih ljudi na povratku iz bolnice, radnik iz noćne smjene, jedan pijanac i dijete. Nitko na koga se ozbiljno računa. On miruje i čeka. Čeka na ljetnom suncu u sjaju praznog i prašnog dana. Čeka siguran da će se ona jednom pojaviti i odvesti ga. Sve drugo je do tada, do njezina dolaska, povratak i zavlačenje u mrak ispod kreveta. Tema. Med vožnjo po slabi cesti na poti proti Koprivnici zagledam nekje med Carevdarom in Veliko Mučno na polju nedoločljive velikosti v modri delovni srajci svojo mamo, tankih nog, v velikih črnih gumijastih škornjih. Upočasnim, zaziba me, ustavim ob cesti, potrobim in ji odprem vrata. Odkot se je vzela? Kaj počne v deževnem, sivem, hladnem poldnevu 300 ali 400 kilometrov od naše hiše? V avtu je toplo, vrti se ogreti CD in poje v prostoru, ki pred najnimi očmi umira in izginja. Mama sedi ob meni in molči. Ne vem, ne sprašujem. Voziva se v nevarni razdalji, nad tlemi, nad cesto, nad nama. Pevec ne zapušča svojega okolja, ne menja ne registra, ne teme. Mama sedi ob meni in molči. Moški in ženske korakajo v parih po mračnem polju, po mokri travi vlečejo noge za seboj, sklonjenih glav, s pletenimi košarami v rokah. Kaj iščejo? Polže,
ali morda krte. Nabirajo užitne gobe po dežju. Mama sedi ob meni in molči. Spremljajo me hlad in kot lupine nekega propadlega življenja, parkirani avti ob poti. Ustavi, reče mama. Upre se na mojo roko na menjalniku, izstopi. Bliža se tem ljudem, ki korakajo v parih po mračnem polju, po mokri travi vlečejo noge za seboj, sklonjenih glav s pletenimi košarami v rokah. Tema, rečem otrokom. Tema pride včasih sama od sebe, iznenada. Ni se ji treba čuditi, jo preizpraševati, temveč zgrabite jo na poti med Carevdarom in Veliko Mučno, v modri srajci, tankih nog, v velikih, črnih, gumijastih škornjih. Pišite, pravim, kako ste srečali svojo mamo na neznanem kraju in nekaj se bo že zgodilo. Peljite jo del poti s seboj. Če molči, molčite tudi vi. Zavrtite CD in si zažvižgajte pesem, ki vam je všeč. Ko vam reče ustavi, ustavite in ji odprite vrata. Naj vam ne bo hudo, se bo že znašla na poti proti polju, proti Koprivnici. Hiša na prodaj. Lahko se enostavno napiše na prodaj hiša v Gunji leta 2013. Velika in lepo ohranjena z dvoriščem in vrtom, zeleno trato in nizkodebelnim sadnim drevjem, letno kuhinjo, dobrim orodjem in prijateljskimi sosedi. Z udobno leseno klopco pred njo, s katere se vidi svet, ki gre mimo in odhaja. Oglašuje se hiša na prodaj. Hiša, ki so jo vzdrževale roke različnih obrtnikov, zidarjev, mizarjev, električarjev, ključavničarjev, parketarjev, keramičarjev, krovcev, roke poznanih in nepoznanih mojstrov, nepoznavalcev, sumljivežev. Hiša, ki so jo zgradile in čuvale roke njenega lastnika Antona Raba, ki je odšel po zadnji vojni na Švedsko in tam umrl. Lahko se enostavno napiše na prodaj hiša v Gunji leta 2013. Lahko se pride in vidi tisto, kar je na prodaj, in kdor jo kupi, je lahko miren in prepričan o njeni obstojnosti. Ne oglašuje se le, da jo njen pokojni lastnik še obiskuje, zanjo skrbi in jo popravlja, ko nastopi čas za to, ko se to nekako zmore. Playboy. Na trebuhu leži gola, sredi peska, brez sledi o njenem prihodu ali prisotnosti koga drugega. Nikogar in ničesar, razen njegovega razvnetega pogleda na golo telo, razprostrto v reviji, skriti pod posteljo. Šinobus na redni liniji odpremlja posamezne potnike na krajevni železniški postaji. Starejša človeka, ki se vračata iz bolnice. Delavec po nočni izmeni. Pijanec in otrok. Nihče, na kogar bi lahko res računal. Miruje in čaka. Čaka na poletnem soncu v sijaju praznega in prašnega dne. Prepričan čaka, da bo nekoč prišla in ga odpeljala. Do takrat, do njenega prihoda, se bo vračal in lezel v temo pod posteljo. Zdaj bova prebrala samo eno mojo pesem, ker da imajo prostor seveda naši gostje, samo zato, da vidite, da je Miroslav prevajal. Pa če dajmo drugače, Miroslav, ti prvi prevedi prevod, pa potem jaz. Nije lako biti Kristina Kočan. Brine se o nama, vodi brigu. Kristina Kočan, selidbe. S crnih topola oselilo se žuto lišće. Naselilo je ptice,
Ptice selice smo, iz pokrajine, iz ljudi, iz sebe samih. Put je jedino utočište, je li selidba uvijek obećanje za povratak? Spašava nas odlazak, prije odlaska između sna i budnosti. Ispod nas rijeke cvjetaju, u boji lišća, zagasito sunce nas grije, sjećanje na težinu trstenjaka na dlanu ili zrikavca. Selitve. Z črnih topolov se je odselilo rumeno listje. Naselilo je ptice selivke, smo. Iz pokrajin, iz ljudi, iz samih sebe. Pot je edino zatočišče. Je selitev vedno res obljuba za povratek, nas reši odhod že pred odhodom, med spanjem in budnostjo, pod nami cvetejo reke, v barvi listja. Zamolklo sonce nas greje, spomin na težo trstnice v dlani ali pa Murna. Teče mi, teče vodnica, skoz toga mostiča zidanoga, ki se je ljubica zmivala, milo se se je ljubica zmivala, milo se Jauči se, vej se še boš, derevom je soldakom šel. Z toga kraja ven drugi kraj, ne deme več nazaj. Z toga kraja ven drugi kraj, ne deme več nazaj. Navalovaj bistre mure, zibe se en čolnič sam. V njem se čuje glasno petje, spevajoci. Jaz veslam, lušno sina mačen veslo, čun moj bistro najleti. Mi sva spejvlen pisem glasno od preteklih srečnih dni. Najlepša hvala. Pred nami je še zadnji par. To bosta Kristina Hočevar in Monika Herceg.
Kristina Hočevar je avtorica 7 pesniških zbirk, med njimi Vpliš in Repki, za katero je prejela nagrado Zlata ptica. Potem Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda. Kasneje, po rezidenci na Kitajskem, leta 2017, kamor jo še zdaj vztrajno vleče, je bila tudi letos tam, je izdala 3-jezično knjigo Rujenje, ki je spremljala tudi njeno prvo razstavo vizualne umetnosti. Še vedno jo privlači tudi prevajanje v likovno umetnost. Njeni zbirki Naval in Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda sta dostopni tudi kot zvočni knjigi, če bi koga zanimalo. Monika Herceg je pesnica, dramatičarka, urednica, trenutno urednica pri založbi Fraktura. Njena prva pesniška zbirka je Početne koordinate, začetne koordinate. Njena drama Kje se kupujejo nežnosti je bila uprizorjena leta 2021 in leta 2022 je izšla zbirka dram Ubi se ata. Delo Zakopana čuda je bila posneta tudi kot eksperimentalni film, trenutno piše svoj prvi roman. Je naslov že znan? Ne, jaz imam tu en naslov in se mi je zdelo, da to ni to, ne. In mesečno kolumno za portal Telegram. Tik pred izidom je tudi slovenski prevod pesniške zbirke, ki bo izšel ta bo izšel pri založbi Goga. Prosim. Jesmo? Aha. Dobro večer svima. Meni je isto drago da sam ovdje. Ja se neću ustati kao Miroslav, ali stvarno sam sretna da evo, možemo dijeliti s vama poeziju. Smrt fašizmu, sloboda narodnu, pa krenimo. Pjesnikinja zapisuje: grad, nemoć, požuda. Mrak zapuhne i ponovno lišeno je sve prostora koje zauzima. Zujanje zime, prve kapi noći, vrtnji zemlji svejedno je na kojoj strani pjesma usniva. Dok mraž tipa za metafore bespogovorno srlja mu stisak vremena, rokovi su sjeli na jezik, predaj nam barem prosinac i ta 3 razočarana zaljubljivanja. Trg predamnom pun množine popušta, prevrnuo sam posudu dana, poljubac, prijezir, plastika, pička. Smjer u kojem ubrzava tama sasvim očekivan. Grad u leđima okrenut, ulica ne promišlja svoje mladenaštvo, a spustila se prva menstruacija. Probila i izbrazdala puteljak bedrima do hrskavice koljena. Netko baci pikulu, netko nečiju glavu. U meni je pristanak maternica da se zapiše i poneka istina. Žena je ženi otvorila usta i jedno je dovelo do drugoga. Podignula sam ciglu, tko nema grijeha neka prvi i tako dalje. U toj namjeri skotrljala sam se i povukla za sobom pjesnika kojeg sam napisala u ideji grada. Pretpostavka također predvidljiva. Pjesniku je prirodnija psovka, iako je prostor pičke moja privilegija. Orgazam grada pred zoru, spuštam prste u jednostavne istine. Volim se ljubiti pijana, ljubav ne bih prepoznala ni da mi se zabije u usta. Zora pulsira, znojna, prastara, grada nema, ali svjetlo to ne zna. Pesnica zapisuje: mesto, nemoč, poželenje. Mrak zapehlja in spet je vsemu obstoječemu odvzet prostor, ki ga zaseda. Brenčanje zime, prve kaplje noči, vrtenju zemlje je vseeno, na kateri strani pesem uspava. Medtem ko zmrzav ščipa za metafore, brez obotavljanja bezlamu primeš časa. Roki so se usedli na jezik. Daj nam vsaj december in tiste 3 razočarane zaljubljenosti. Trg pred mano, poln množin, se preda. Prevrnil sem posodo od dneva. Poljub, prezir, plastika, pička. Smer, v kateri tema pospešuje, je povsem pričakovana. S hrbtom sem obrnjen proti mestu. Ulica ne premišljuje o svoji mladosti. Prva menstruacija pa se je ulila. Prebila je in razbrazala potko z bedri, do hrustanca kolen.
Nekdo vrže frnikulo, nekdo nekogaršnjo glavo. V meni je strinjanje maternic, da se zapiše tudi nekaj resnic. Ženska je odprla usta ženski in ena stvar je vodila k drugi. Dvignila sem opeko, kdor nima greha, naj prvi in tako naprej. S tem namenom sem se skotalila in potegnila za seboj pesnika, ki sem ga napisala v zamisli mesta. Domneva prav tako predvidljiva. Pesniku je bolj naravno preklinjanje, čeprav je prostor pičke moj privilegij. Orgazem mesta pred zoro. Prste spuščam v preproste resnice. Rada se poljubljam pijana. Ljubezni ne bi prepoznala, niti če bi se mi zabila usta. Zora utripa, prepotena, starodavna. Mesta ni, a svetloba tega ne ve. Lotova žena zapisuje žudnju. Nisam sigurna u trenutak pred nama. Reci mi sve, ali nemoj posrnuti u istinu. Tako je i s pjesmama. Posudba na neodređeno, ovdje sam da planem usred razrušenog grada, lomača brzopletog jezika. Reci, tišina je najljepljivija na tvojim bedrima, tuga je najstroža tik prije usnuća. Prekopala sam grobove, nesvjesna gladi grada, ali smrti svjesna. Okrenula se najbržim rješenjima, brza hrana, brza ljubav, brza istina. Ovih dana mogu doživjeti jedan za drugim 2 orgazma, ali tijelo mi je povremeno i dalje jesen zatvorena u nešto više od metra. Studen, kiša, knjiga. Previše sam i premalo odrasla. Kad kažem trči, zamišljam kako grad iza mene skončava, a ja ne. Nisam odoljala okrenuti se za to metaforom. Naspram stupa od soli koji sam pristala utjeloviti, teže je bilo pristati na nametnute istine. Jezik i tijelo čedni poput amebe, oderano meso za raskošne gozbe, jezik zavezan, do neba visok njemi vrisak usred udobnog kaveza. Kod grijeha nema, neka prvi. Lotova žena zapisuje poželenje. Nisem prepričana v trenutku pred nama. Povej mi vse, ampak ne zapadi v resnico. Tako je tudi s pesmimi. Izposoja za nedoločen čas. Tukaj sem, da se vnamem sredi porušenega mesta, grmada prenagljenega jezika. Reci, tišina je najbolj lepljiva na tvojih bedrih. Žalost je najstrožja, tik preden zaspiš. Prekopala sem grobove, ne da bi se zavedala lakote mesta. Smrti pa. Zatekla sem se k najhitrejšim rešitvam. Hitri hrani, hitri ljubezni, hitri resnici. Te dni lahko doživim 2 orgazma zapored, vendar je moje telo občasno še vedno jesen zaprta v nekaj več kot meter. Hlad, dež, knjiga. Preveč in premalo sem odrasla. Ko rečem teci, si predstavljam, da se mesto za mano pogublja, jaz pa ne. Nisem se mogla upreti in se obrnila k tej metafori. Težje od solnega stebra, ki sem ga prostovoljno utelesila, je bilo sprejeti vsiljene resnice. Jezik in telo, čista kot ameba. Meso odrto za razkošne gostije. Jezik zvezan, do neba visok nem krik sredi udobne kletke. Kdor je brez greha, naj prvi. Pjesnikinja zapisuje, đavao grad istina. Na cesti, ako ceste ima, jednostavno je provjeriti vlastitu istinu. Tvrdim, ne vjerujem čovjeku koji ne vjeruje svom đavlu. Ako bi cigle zapjevale pred brzinom bagera, a pjesma prasnula u neimenovano čudo rušenja, istina bi se možda izmigoljila pa prenamijenila u naizgled banalna politička rješenja. Voda je voda na svim jezicima, hrana je hrana u svim crijevima. Ipak, kad grad ne gleda, jezik rezonira s grijesima. Gle, tvoje žudno, žedno srce zvučna kutija i zamka je neizbježna, sam sebi uliječeš u usta. Rezbarila sam gradu spisateljicu od svog bubrega, štedljiva na riječima, pažljiva, posvećena rukama. Nacrt grada, ovdje je lakše nestati nego ostati.
Na ulici, ako ulice ima, jednostavno je. U svakom je čovjeku pitomi đavao i istina je, priznajem, da ne vjerujem ljudima koji ne vjeruju svojim đavlima. Rezbarila sam gradu pjesnikinju od desne pretklijetke srca, spotaknula se zanesena i možda bih na mjestu umrla od oštrog jezika priprostog prolaznika da moj đavo nije zalajao metaforama. Pesnica zapisuje: hudič, mesto, resnica. Na cesti, če cesta obstaja, je preprosto preveriti lastno resnico. Trdim, ne zaupam človeku, ki ne zaupa svojemu hudiču. Če bi opeke zapele pred hitrostjo bagra, pesem pa izbruhnila v neimenovani čudež rušenja, bi se resnica morda izvila na plano in se preusmerila v navidez banalne politične rešitve. Voda je voda za vsak jezik, hrana je hrana v vsakem črevesju. Pa vendar, ko mesto ne gleda, jezik resonira z grehi. Glej, tvoje željno, žejno srce je zvočna skrinjica in past je neizogibna. Ujel se boš v lastna usta. Za mesto sem razbarila pisateljico iz svoje ledvice, skopa z besedami, previdna, predana z rokami. Načrt mesta, tukaj je lažje izginiti kot ostati. Na ulici, če ulica obstaja, je preprosto. V vsakem človeku je odomačeni hudič in res je, priznam, da ne zaupam ljudem, ki ne zaupajo svojim hudičem. Za mesto sem razbarila pesnico iz desnega predvora srca, se spotaknila v zanosu in morda bi na mestu umrla zaradi ostrega jezika, primitivnega mimoidočega, če moj hudič ne bi zalajal z metaforami. Kadar se selijo oblaki, mislim, da tečem. Belina morja se v votlini širi. Pomaranča se vali s Kilimandžara v kos Ljubljane. Nebo se oddaljuje in iz mehurja seč prepogosto curlja. Kadar tečem, mislim, da se selijo oblaki. Pet vrstičnice približno so, ja. V mislih sem imela zelene krošnje, različne zelene krošnje, ki vršijo različno. Veš, da jih prežema sonce, prežiga jih pa ne. Ni prevroče. Zobje se pobelijo in čeljust se razmakne. Ne, ni nevarno, čeprav je v sredi nevarnosti. Zdi se mi, da se potem usta raztegnejo, zaližejo krošnje in jim sploh ni treba več vršati. Na umu sam imala zelene krošnje, različite zelene krošnje koje različito šumore. Znaš da ih prožima sunce, ali ih ne spaljuje. Nije prevruće. Zubi izbijele i čeljusti se razdvoje. Ne, nije opasno, iako je usred opasnosti. Čini mi se da se tada usta rastegnu, obujme krošnje i ne moraju više šumoriti. Se preoblečeš, ko greš delat. Si narišeš oči, ker greš delat. In ker greš delat plemenite stvari. Ravnaš se in širiš svoje kretnje, ko greš delat. Govoriš več, kot imaš besed. Celo smejiš se. Smeji se celo laže kot drugje. Tvoje sence so v drugih oblačilih. So brez šminke ali z veliko krvi. Postavljaš temelje. Postavljaš sebe. Ne veš več, ali si iztelešen ali ne. Se preoblečeš in molčiš. Otrokom, udrtim v zidove doma, povem za njihov glas, da ga izgrebejo in se izderejo iz zidov, da se telesca iztrgajo, kar stopijo, razdrejo v nov iglu. Ali smeš? Pogled je povoj.
Večinoma molči, miruj, samo žarenje razvij. Je prav samo to, navij žarenje, žarenje. Najlepša hvala za vašo pozornost, da ste nam tako res zbrano prisluhnili. Upam, da se vidimo spet čez eno leto v tem prečudovitem vrtu, spet s kakšno odlično poezijo in svetom v boljšem stanju. Glasba. Sredi zvezd, noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. Iz njo v zraku vsak oblak in vse ceste in celota najin mali dom. Zemlja pleše, tja med zvezde. 1000 let že zemlja pleše. Zemlja pleše, tja med zvezde. Iz njo v zraku vsak oblak in vse ceste in celota najin mali dom. In celota najin mali dom. Še nekaj za naše goste. Več je to leto dana in skoro čez zima. Prigiba se zemlji grana, a dice još nima. Zaplakališko i mili i sonce već blidi. Maki na kacu kod cvili, a suza se cidi. Zaglavik je pa bezaspa, samo želja još je budna. Budi čuj prije zore, želja moja uzaludna. Maslina je neobrana, nima koga da je bere. Prigiba se teška grana, slomit će se od nevere. Već je to leto dana i skoro će zima. Prigiba se zemlji grana, a dice još nima. Zaplakališko i bili i sunce već blidi. Maki na kacu kod cvili, a suza se cidi. Zar navik je pa bezaspa,
samo želja još je budna, budi čuj prije zore, želja moja uzaludna, maslina je neobrana, nima koga da je bere, prigiba se teška grana, slomit će se od nevere. Prigiba se teška grana, slomit će se od